Haleluja. Ja, Bog je mogočen Bog, nič ni nemogoče Bogu in nič ni nemogoče temu, ki veruje. Tako da moramo gledati na Boga, ne gledati na okoliščine, ne gledati na dvome. Moramo dvomiti svojim dvomom in verjeti Bogu. In Bog ima dobre načrte za nas, vsak je bil poklican v njegovo kraljestvo in to je velik privilegij. In Bog je nadnaraven, to pričevanje, kaj je Barbara rekla. Jaz sem isto doživel v času korone dvakrat, sem bil zdravljen prek Zooma, ker so bili takrat to edini mitingi, ki sem jih imel. Enkrat se mi je pojavil tur tle gor pod vratom, tako velik. In smo glih pol zvečer se dobili za eno sestro iz Korejka, ki živi v Ameriki. In smo nekaj molili skupaj, potem smo pa še to omenili, da se mi je to pojavilo. In to ni bilo prvič, to se mi je zgodilo že 10 let prej. In takrat pač se sem tudi molil, ampak nisem imel prodora. Sem šel na polikliniko in tam je bil en kirurg iz Makedonije, ki me je tam mesaril z eno tako žlico, me je obračal tam in mi je odstranil to. In ko se mi je zdaj pojavil po 10 letih, se mi je cel ta film spet zarolal, ja, spet bom mogel tja, človek bo tam z ono žlico, najprej bom čakal tam 5 ur, pa me bo tam obračal, ko je na roštelju. Ampak ženska, ki smo imeli tako, smo volili, rekla, vidim, to je čarovništvo, witchcraft, I break the power of witchcraft. In čez 10 minut je ta tur zginil. Tako da haleluja, ni omejitve v Bogu, ni distance. Ona je bila v Charlotte, mi smo bili kle, to je 6000 km, 6 ur časovne razlike, to ne igra vloge, nobene. Jezus je rekel, ki je prišel stotik k njemu, reci besedo in moj služabnik bo zdravljen. In je rekel besedo in od tiste ure piše, da mu je šlo na bolje. Pol je drug dan, ko ga je vprašal, je rekel, od tiste ure se mu je začelo stanje izboljševati, tako da ni razdalja, ni nobena ovira za Boga. In on je rekel, pač reči samo besedo in moj služabnik bo zdravljen. Tako da to je najvišja stopna vere. Jezus se je začudil in je rekel, jaz take vere nisem videl v celem Izraelu, ker je imel ta stotnik, ki je bil pogan in oficir vojske, ki je v tistem času okupirala Izrael, tako da to ni imel glih enih velikih kvalifikacij, da bi dobil blagoslove od Boga. Ampak imel je vero, je rekel, jaz vem, kaj pomeni biti pod avtoriteto. Imam služabnike pod sabo, pač bil oficir, jaz mu rečem, pojde in on gre. In Jezus je strmel in je rekel, take vere nisem videl v celem Izraelu, kakor je imel ta človek, kakor ima ta človek. Njegovi učenci so se dostikrat matrali z vero, ne. Pa so videli čudeže vsak dan, ampak drug dan so spet dostikrat paničarali. Potopili se bomo, reši nas. On jim je rekel, omaloverni, zakaj ste podvomali? On je pričakoval od njih, da bojo oni začeli delovati, kot je on. Da bojo oni umirili vihar, da bojo oni rekli in da bo vihar ponehal. Ampak recimo ta stotnik je pa štekel vero. In isto Kornelij, ki je bil drugi primer rimskega vojaka, ki je tudi se mu je Bog razodel in je v bistvu mu angel rekel, tvoje molitve in tvoje miloščine so prišle pred Boga. So v bistvu piše, da so naredile spomenik pred Bogom. Tako da ne za manj šteti svojih molitev in tega, tudi če nisi videl mogoče rezultatov v preteklosti. To vse gre pred Boga in gradi spomenik pred Bogom. Vsaka molitev, ki si jo izrekel, gradi ta oltar pred Bogom in Bog bo prišel dol, prihaja dan, ko bojo molitve, ko prihajajo odgovori, ko prihaja izpolnjenje, ko prihaja izlitje. In nič ni bilo za manj, nobena žrtev ni bila za manj, nobena miloščina, ki si jo dal na skritem, ni bila za manj. Sveto pismo pravi, kdor daje revežu, posoja Bogu, ne, in tudi to gradi oltar. Tako da vse, kar mi delamo, v bistvu odmeva v večnosti in v večnosti
vzpostavlja stvari, ki bojo čez celo večnost pričevale za Boga. In nič ni brez veze. Tako da ni ovira za Boga. Jaz sem bil ozdravljen prek tega Zooma. Drugič je bilo, ker sem imel bolečine v hrbtu, par mesecev po noč, ko sem šel spat, me je bolel hrbet. In tam je bil en človek, bilo nas je 10 na tem srečanju. Online, ja. In je bil en brat iz Južne Afrike, ki je imel nesrečo in na invalidskem vozičku. Ampak hod ful v darovih Svetega Duha. Tudi on verjame za ozdravljenje, pač verjamemo, da ga bo Bog ozdravil. In on je dobil besedo vednosti. Je rekel, kle en človek, ki ima bolečine v hrbtu. Tam nas bo ene 8, ki sem rekel, to sem verjetno jaz, sem dvignil roko. On je molil in od tistega dne naprej sem bil ozdravljen. Tako da... Ja, mi smo bili na šoli aktivacije SOP, School of the Prophets, in smo v bistvu se učili, kako slišati Boga. En na drugom smo prakticirali. Tako da dobro je, da prakticiramo vero, da prakticiramo molitev, da molimo drug za drugega. Jako prav, molite drug za drugega, da ozdravite. Dostakrat se stvari ne zgodijo, ker mi nismo aktivni, ker čakamo pasivno, ampak moramo moliti vsak nos stvari za nekoga. Bog nas ni zapustil sirot, mi smo bogati v Kristusu. In dostakrat se sploh ne zavedamo tega, kar nosimo, dokler se ne aktiviramo. In hudič nas hoče držati pasivne. In meso hoče, da sedimo v svojem ugodju, ampak šele, ko vstanem in začnem delovati v tem, kar mi je Bog dal, začnem odkrivati to, kar imam, in začne samo teči. Tako da moramo se aktivirati, moramo biti aktivni. Na Zavodu za zaposlovanje spodbuja ljudi, da bodo aktivni iskalci zaposlitve. Ampak Bog nas je že zaposlil, tukaj noben je nezaposlen. Čeprav mogoče dobiš dodatek. Noben je nezaposleni, Bog noče, da smo nezaposleni. Jezus je rekel, da je šel najemati ljudi, da bodo delali v vinogradu, in pol je rekel, noben je šel do unih, ki so postopali, in je rekel, pejte, in se je pogodil z njimi za plačilo, in je vzel prve, druge, tretje, in na koncu jih je plačal vse. Vsi so dobili plačilo. Čeprav oni zadnji so bili malo nezadovoljni, ker so dobili, ta prvi so bili malo nezadovoljni, ker so oni zadnji dobili isto plačilo, ampak on se je pogodil z vsakim za plačilo. Je veliko plačilo za vero, ki je pripravljeno za nas, tako da moramo gledati na večne stvari. Ta večno plačilo, ki nas čaka, je večna nagrada, ki je pripravljena za nas. In zato pravi Božja beseda, uprite oči v Jezusa, ki je začetnik in dovršitelj vaše vere. To, kar je on začel, bo tudi dokončal. Samo moramo se mu predati. Pol piše, pomislite nanj, da ne boste v svojih dušah umagali. Duša lahko hitro umaga zaradi raznih okoliščin, pritiskov, opozicije, besed drugih ljudi. Enkrat je gor, enkrat je dol, ampak pisec Hebrej sem prav, pomislite nanj, da ne boste umagali v svojih dušah. Kakšno nasprotovanje on imel proti sebi, ampak je šel do konca in je šel na križ, pretrpel je sramoto križa, za namenjeno mu veselje, zato ker je videl nas odrešene in nas v svojem planu, nas kot svoje otroke, kot svoje sinove in hčere. Tako da Bog je dober Bog in ta pot je čudovita. Čeprav včasih ni lahka, ampak Bog nas je poklical na svojo pot, v svojo usodo in nam je dal vse, kar rabimo za življenje in pobožnost. Piše, njegova Božja moč nam je podarila vse, kar potrebujemo za življenje in za pobožnost. In Bog nas je že opremil. Tako da moramo odkrivati to bogatstvo, kaj je v njem, v Bogu, in to, s čimer nas je Bog opremil, da lahko efektivno hodimo z njim. Dajmo si prebrati en odlomek iz Lukov evangelij.
Jezus pokliče prve učence. Tako da Jezus je tudi nas poklical. In ta klic je zelo dragocen. Pavel pravi, sveti bratje, deležni ste nebeškega klica. To je več, kot da te kralj pokliče v svojo službo, en zemeljski kralj, zemeljski predsednik. Sam kralj nad kralji te je poklical in se ti razodel. In to je velik privilegij. To je najbolj dragocena stvar, ko imaš v svojem življenju, nebeški klic. In ne smemo zapraviti tega klica. Ker bili so ljudje, ki so prezirali klic, ki so prezirali prvorojenstvo, to, kar je Ezau in je za eno juho, in to še ni blagoveja, ampak izleče, je zatajil svoje prvorojenstvo, zato ker je bil malo lačen in je prodal prvorojenstvo svojemu bratu. In piše, da toliko malo je cenil svoje prvorojenstvo. Tako da Bog te je izbral kot prvorojenca, mi smo vsi prvorojenci. In Jezus Kristus je naš veliki brat in nas kliče v občestvo z njimi. In v tem klicu, ki ti ga je Bog dal, je vsa priskrba. Vse, kar rabaš, je v tem klicu, če se ti odzoveš. Ti ne rabaš skrbeti in se tako ka pogani, kaj boš jedel, kaj boš oblekel, zdaj, a bom imel službo ali ne bom, a bo, kaj se dogaja v svetu. Če se ti držiš njegovega klica in hodiš z njim, bo Bog priskrbel vse, kar rabaš, in v duhovnem in v naravnem. Vsa priskrba je tam. Tu, če hodiš čez dolino smrtne sence, čez puščavo, če okoli se vse trese, če je pomankanje, Bog ti pogrinja mizo v pričo tvojih sovražnikov. In doskrat mi spregledamo to mizo in laufamo za mizo tam z enimi drobtincami, kaj ti jih krut gospodar v temu svetu ponuja in te hoče uslužiti, faraon. Ampak Bog ti pogrinja mizo in moramo prositi Boga, da nam odpre oči, da vidimo to, kar nam on daje in da sprejmemo od njega skrito mano, njegovo hrano, njegovo priskrbo. In dobro je, da smo mu poslušni, da se damo vodo Svetemu Duhu, ker Bog nam konstantno govori. V Božjem kraljestvu ni gluhonemih, slepih, kar se tiče duhovnega človeka. Vsak človek, Jezus je rekel, moje ovce slišijo moj glas. In če si njegova ovca, če si njegov otrok, imaš možnost, da slišiš njegov glas. Sveto pismo prav ne zakrkam svojega srca, ker slišite njegov glas, ampak v veri se odzovem in samo poslušam. Tudi če kdaj ni logično mojemu umu, to, kar si prej govorila, Bog doskrat deluje, daje stvari v naše srce, ki presegajo naš razum, ali so pa kontra naravnemu razumu. Pač naravni človek ne more doumeti, zdaj, da če je star 100 let, pa žena isto naročejo mrtvelo, da bo sta mati in oče množic s narodom. In to človeški um ne more doumeti. Ali pa Jezus reče slepemu, pet se umiti v vodnjak Siloa. Pač to naravnemu umu ni jasno. Zato Sveto pismo pravi v knjigi Pregovorom, mislim, da je 3, zaupi v Gospoda z vsem svojim srcem, na svoj razum se ne zanaši. Ker če se preveč zanašaš na zemeljski razum, lahko svališ Božji blagoslov. In tukaj, ko pride do strijanja med tvojim srcem in tvojim umom, tukaj je pač prodor, ko lahko premikaš gore, ko vstopaš v vse obljube. Zato moramo obnavljati svoj z Božjo besedo, da bomo to, kar je Bog dal v naše srce, v našega duha, da se bomo s tem strijali v svojem umu in bomo vstopali v to. In Bog deluje preko našega uma. Božja beseda je preko našega uma. Tako da recimo temu sirskemu vojskovodji v stari zavezi Namanu je prerok rekel, pejte se skopati 7-krat v Jordan, človek, ki je postal gobav. In on je razmišljal, kakšna je to logika, da se grem jaz v ta Jordan kopati. A niso one 2 reke tam v Damasku ful boljše, ful lepše, bolj čiste, imajo pač mogoče ene alge not, ki so bolj zdravilne, kot ta Jordan, ki je poln blata, pa to je naravno mišljenje. In pol se piše, da se je že obrnil, da je ful rado jezen in je hotel iti. Pač si rekel, kaj mi ta govori, kle. In
To je beseda, ki je šla prek njegovega uma. In tudi prek našega uma gre, da je Bog uporabil Elizeja, da je ozdravil tega Namana, ki je bil oficir sovražnikove vojske. In je uporabil preroka iz Izraela, da mu je povedal, kako ne bo zdravljen. In ta človek se je obrnil pač jezen, kaj mi ta govori. In posel ga te njegovi, ki so bili z njim, so mu rekli, pa ti je on rekel kaj težkega. Se ti ni rekel, da moraš nekaj ful težkega narediti. Probi, ne. In pol je rekel, ok, in je šel in se 7krat potopil in je postal očiščen. In piše, da je imel meso kot otrok, novorojenček. Še v boljšem stanju je bil kot prej, preden je zbolel. Tako da to je Bog obnove, tudi če greš čez težke stvari, če si udarjen, če si ranjen, Bog te hoče obnoviti ne samo do prvotnega stanja, ampak še več. To je naš Bog. In moramo sprejeti Božjo besedo, ne glede na to, kako zveni našemu umu. Ker angel je rekel, očetu od Janeza Krstnika, da bo dobil otroka in on je po dvomu in je pač postal nem, ampak isto je rekel Mariji in je rekla, Bog, ne se mi zgodi po tvoji besedi. Ona je isto vprašala, kako se bi bo zgodil, ampak ni sprašvala v neveri. Verjela je, ampak jo je zanimalo, kako se bo to zgodil. Tako da ne dvomiti Bogu, ne dvomiti njegovim obljubam, ne dvomiti njegovi besedi. Tako da Jezus pokliče prve učence, mi vsi smo poklicani, mi vsi smo prvorojenci v njegovem kraljestvu in moramo oceniti to prvorojenstvo. Sveto pismo pravi, da veliko je poklicanih, a malo je izbranih. Tako da mi smo vsi poklicani, ampak kdo je pa izbran, pa ne odloča Bog, ampak jaz odločam. Izbrani so ti, ki plačajo ceno pol, da hodijo v tem klicu, ker včasih ni lahko, ne, in je pač dosti ljudi odstop od klica. Prvič, ko se pojavi kakšna preizkušnja, kakšna okoliščina, ki gre proti, pritiski sveta, pritiski okolice, pritiski družine, pritiski bližnjih. Zato pač piše, kdo je prijel za plug, ne gre naprej, ne gleda nazaj. In je cena za plačati. Ampak nagrada je velika, ne samo na koncu, ampak še zdaj na tem svetu. Če vztrajamo z Bogom, bomo premagali. Tako da moramo paziti, da nam stvari ne zameglijo tega pogleda in da ne vstopamo v druge klice, v druge ponudbe. Včasih niso preizkušnje, ampak je ugodje tega sveta, so ponudbe tega sveta, so stvari, užitki tega sveta, ki te lahko odvedejo od klica in zadušijo to seme, ki tega je Bog dal. Zato moramo negovati to seme, to usodo, ki nam je Bog dal. Piše, da je večnost v našem duhu in je usoda v tvojem duhu. In je ta svetilka oziroma bakla, ki si jo ti omenila. In piše apostol Peter, čuvajte to svetilnico, ki je v vas. Dokler, se pravi eno časovno obdobje, ki moraš ti čuvati baklo, to svečo, ki je v tebi, dokler ne pride dan in boš videl vse. Ker zdaj mogoče malo vidiš, delno vidimo, delno spoznavamo, ne popolno prerokujemo. Ampak če boš čuval to svetilko, ki je v tebi, boš videl bolj in bolj in ta luč bo rasla v tebi. V pregovorih piše, da je steza pravičnega kot svit zore, ki postane bolj svetla do polnega dne. In to je stvar, ki jo moraš najbolj čuvati. Ne rabiš se ukvarjati s ful drugimi stvarmi, pa kako bom zdaj ali pa tudi neki panično iskati Božjo voljo, kako bom zdaj izpolnil vse, kar ima Bog zame, pa kaj zdaj v Bibliji je zame, kaj ni, kjer klic imam, kdo sem jaz, kjero službo moram delati za Boga. Prvo je, da čuvaš to, kar ti je Bog dal in Bog ti bo že razodeval naprej. In te bo povezal s pravimi ljudmi in te bo učil in upremil, da boš hodil v tem klicu in v tej službi, ki ti jo je on dal. Tako da v 2. Petrovi 1.16 piše, potrudite se, da boste utrdili svojo poklicanost in izvoljenost.
Tako da stvari se ne zgodijo avtomatično. Jaz se moram potruditi v določenih stvarih v svojem življenju. Ne bo mi vse padalo. Ne bo se zgodilo samo od sebe. Jaz se moram potruditi, moram plačati ceno. In mi dostkrat mislimo mogoče, da bo to vse dostkrat v navdušenju, ali pa smo se spreobrnili, pa so ti ljudje rekli, vse bo vse šlo na easy, zdaj, ko si pa Jezusu, haleluja, ampak je bitka, je borba, je proces. Piše, čez mnogo stisk moramo iti, da pridemo v Božje kraljestvo. In pač ljudje slišijo ta evangelij, koliko bo vse lahko, koliko bo vse easy, koliko bo super, in pokaj zadaneš v en zid, v eno pozicijo, so pa že zafrustrirani, ne? In pol zaradi tega lahko odstop od Boga. Ker ne šteka, da je v bistvu, je opozicija, je borba. Do konca, ne? Dokler ne pridemo v nebesa, bo bitka. Tako da moramo se potruditi, da utrdimo svojo poklicanost in izvoljenost. Tako da Bog hoče nas utrditi. Hoče utrditi naša življenja. Da nas ne premetavajo vetrovi tega sveta, vsak glas. Tako da moramo imeti globoke korenine v Kristusu. Moramo se zakoreniti v njega, tako da moramo biti posajeni v njega in v njegovo hišo, da lahko rastemo. Tako da, če imamo globoke korenine in smo utrjeni, po nas ne bo vsaka stvar premetavala in vsak veter odpihnil, in vsak nauk, ki bo prišel mimo nas. In ob svojem času bomo obrodili sadove, tako piše v Psalmu 1. Drevo, ki je posajeno, ima korenine ob potoku, ob reki in ob svojem času prinaša sad. Tako da moramo se potruditi. Piše tudi, potrudite se, da vstopite v počitek. Bog hoče, da vstopimo v njegov počitek. Počitek vere. In da se nehamo matrati. Ker dokler se mi matramo v svoji moči, pomeni, da nimamo še te vere, ne zaupamo Bogu. In če hočemo vstopiti v njegove obljube, moramo vstopiti v njegov počitek in počivati v njem in v njegovi obljubi. Če je on rekel, bo naredil. Ne se mi zgodi po tvoji besedi. In čez 9 mesecev je spočela devica. In tako da Bog hoče, da mi spočnemo stvari, kar nam jih on govori. Ampak včasih je čas. Seme ne rodi takoj. Ne? Ti ne greš v Lidl, pa kupaš semena od jabolk, pa začneš to jesti. Ampak ti kupaš že sadove. Tako da je čas med semenom in sadom. In Sveto pismo pravi v 1. Mojzesovi 8, da dokler zemlja obstaja, bo čas setve in čas žetve. In tako je v naravnem in v duhovnem. Tako da v Galačanih piše, ne sejemo v duha. Kdor seje v meso, bo žel smrt. Tako da če živiš meseno in imaš, tudi kot na novo rojen kristjan lahko živiš meseno, ker mi smo še zmeri v tem telesu, ki je okuslo greh. In imamo novo naravo, smo na novo rojeni in imaš moč, da hodiš v novem človeku. Ampak če se odločiš, ti lahko še vedno hodiš v mesu, ampak boš žel smrt. Tako da plačilo za greh je smrt in to ne pomeni, da boš ti umrl zdaj takoj. To, kar Adam ni takoj umrl, ko mu je Bog rekel, če boš jedel tega sadu, boš umrl, ampak je živel še nekako 800 let in je pol umrl. Ampak smrt je začela delovati v njegovem telesu, v njegovih udih, ki je jedel tega sadu. Tako da moramo paziti, kako živimo, moramo paziti, da imamo čista življenja pred Bogom, zato nas Bog kliče v svetost, v sveto življenje. Brez svetosti nihče ne bo videl Boga. Moramo se posvetiti Bogu in ga bomo videli. In Mojzes je rekel, Bog je rekel Mojzesu, posvečuj ljudstvo 2 dni, 3. dan bom jaz prišel in bom prišel med njih in to Bog hoče. Verjamem tudi za svojo cerkev, da pride dol med nas, ampak moramo biti sveti, prečiščeni, moramo imeti transparentna življenja pred Bogom, ker Bog bo prišel s svojo slavo in ko pride njegova slava, je lahko vsaka najmanjša stvar izpostavljena. Prva cerkev je hodila v taki slavi, da če so ljudje mešetarili z denarjem, so padali mrtvi. In verjamem, da bo večja slava v cerkvi poslednjih dni, zato nas Bog kliče, da v svetost, tako da mu moramo predati svoje življenje, svoje srce. Včasih se mi tudi sami ne zavedamo, kaj nosimo v sebi. Zato David pravi, Bog preišči me in spoznaj, da v meni ni krivice. To je dober mod, da nas Bog preišče, da nas prečisti in če karkoli v nas, da nas osvobodi tega, da nas reši tega in da nas izpolni svojo prisotnostjo, svojo naravo, svojim karakterjem. Ker to je Božji klic za nas, da oblikuje svojega sina v nas,
da oblikuje Kristusa v nas. To je klic za vsakega kristjana. In ne smemo imeti odprtih vrat v svojih življenjih za sovražnika. Ker če jih imamo, bo sovražnik čakal do določenega trenutka, dostakrat pusti ljudi, da ful zrastejo v Bogu in pol udarka, vidi to skrito, to slabo točko in padejo pol, ker so v bistvu v pohujšanje mnogim, ker so, ne vem, ful znani. Ampak Jezus je rekel, vladar tega sveta prihaja, v meni ne more najti nič. Pač on ni imel nobene skrite stvari, skrite točke, ker je bila sovražnik vstopil. Tako da Bog nas hoče zaščititi, ne glede na naše slabosti, ki jih imamo, ki živimo v krhkih telesih, mi smo krhke posode, samo nosimo Božjo slavo, nosimo ta zaklad. Ampak če zaupamo Bogu, če ga kličemo, če smo v njegovi besedi, nas bo izgradil in nas bo oblikoval tako, da lahko pridemo do konca. In Luka 5.1 piše, ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob Genezareškem jezeru, je zagledal 2 čolna pri bregu. Ribiči so pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov in Simona prosil, naj odrine malo od kraja. Sedel je in učil množice s čolna. Tako da vidimo, da tudi Jezus je prišel pod pritiske, kaj je hodil po tem svetu. Tako, tudi kaj je bila ona žena s krvotokom, je bila množica okoli njega in ona se ga dotaknila in Jezus je rekel, kdo bi se me dotaknil. Peter je rekel, ne vidiš, da ful pritiskajo nate. Tako da on je dostakrat hodil lahko pod pritiskom, ampak je operiral nemoteno. Tako da verjamem, da Bog hoče, da govorimo besedo, ne glede na to, a je pritisk ali ni pritisk, da nismo zmedeni. In Bog nam hoče dati prostor in mesto, da lahko operiramo, da govorimo njegovo besedo nad pritiski, če prihajajo iz duhovnega sveta ali so pritiski od ljudi v tem svetu. In včasih ne rabiš velik premik. Tukaj je, piše, da je Simona prosil, naj odrine malo od kraja, se pravi, on se je mal premaknil. Prej je bil pa na kopnu, pač pridigo je imel prižanco na kopnem, pol je stopil v čovan in mal se je premaknil in je že lahko naprej govoril. In zanimivo, da piše, da je Simona prosil, tako da tudi Bog lahko, Jezus, ki je kralj nad kralji, kralj univerzuma, te lahko kdaj kaj pros. Nisem, da ti zmeri ukazuje. Pač naredi to. Pak piše, da ga je prosil, pač malo se premakna. Tu, če te Bog neki pros, haleluja, pač naredi ta majhen korak, včasih je majhen korak, ki ga moraš narediti. Malo od kraja so šli in je v bistvu čist druga atmosfera, ni več pritiska, stvari se odprejo. Tako da moramo biti dovzetni za Božji glas. In če reče, nekaj malega naredi, da je še sam Bog te pros, da malo se premakne iz tega kraja in se ti bo zgodil. In piše, stopil je v enega izmed čolnov. Se pravi, tukaj je Jezus sam prišel noter. So te suvereni obiski Boga, ko Bog sam pride, ko pride nenadoma, brez da si pričakoval, pride v tvoje življenje. Ne vem, dobiš sanje, dobiš obisk Boga, molaš, pa naenkrat ful pride Božja prisotnost. Bog, to so ti nenadni obiski. Tako da so ti trenutki, ko Jezus stopi v tvoj čovan. Ampak tudi, če ni tega, je dobro, da mi Jezusa kličemo v svojo situacijo, v svoje življenje. Ko vsi mi imamo določene svoje čovne, ker moramo Jezusa not poklicati. Lahko je pač to tvoj biznis, tvoj posel, tvoja šola, tvoja družina. Imaš en čovan, v katerem se giblješ, v katerem operiraš, ampak ko Jezus pride not, je vse rata drugače. In moramo Jezusa povabiti v svoje zadeve. Pač mi ne živimo laištvo pa duhovništvo. Pač, ko sem v nedeljo v cerkvi, sem pobožen, ponedeljek, torek, sreda sem pa laik, imam svoj čovan brez Jezusa. Pač to je religija. Religija ločuje laike in duhovnike.
saj tam je duhovnik, on bo vse naredil zame, on bo žrtvoval namesto mene, jaz pridem sam v cerkev, se pokažem enkrat na teden ali pa enkrat na mesec in to je to. Ampak tega ni v Novi zavezi, to je lažna doktrina Nikolajevcev in v pismu Razodetja piše, da Jezus sovraži to doktrino Nikolajevcev, ki ločuje Božje ljudstvo na laike in duhovnike. Mi smo vsi poklicani, da smo Božji duhovniki in to je velik privilegij. In tega se nauči veliko v cerkvi, ampak če beremo pismo Hebrejcem, govori o duhovniški službi, ki jo ima vsak vernik in je poklican v najsvetejše za zagrinjalo. In Jezus Kristus je postal naš veliki duhovnik. Mi smo pa njegovo duhovništvo. Piše tudi v knjigi Razodetja, da nas je svojo krvjo odkupil in naredil za kraljevsko duhovništvo. Tako da ti si kralj in duhovnik Boga, najvišjega. In mu daruješ daritve. Na prvo mesto mu darujemo svoja življenja, svoja telesa v živo žrtev. Pol so daritve naših ustnic, našega srca, naše molitve, slavljenje. To je vse del naše duhovniške službe. In to so te večne daritve, ki so za celo večnost. To, kar smo prej rekli, tvoje molitve ostajajo v večnosti. Gradijo spomenik pred Bogom. In tudi tvoje življenje je spomenik pred Bogom. Mi smo Božji tempelj. Mi smo prebivališče Boga. Tako da moramo to ceniti in moramo to gledati. Moramo vedeti, ne znam, kaj imaš ti, koliko imaš denarja na banki, ampak koliko je našega življenja na nebeškem računu v nebesi shranjenega. Zato je Jezus rekel, ne si nabirati sam zakladov na zemlji. Kle rja pa mol uničuje, ampak nabirite si zaklade v nebesih, na nebeškem računu. In če si bogat v nebesih, iz tega nebeškega zaklada računa ti lahko dobivaš priskrbo že tukaj na zemlji. To ni samo nagrada, ki te čaka pol. Zato Pavel pravi, kdor pičlo seje, bo pičlo žel, kdor obilno seje, bo obilno žel. In tukaj ne govori o pridelkih, ampak poglavje, ko govori o financah. Ampak kri Jezusa Kristusa je bolj dragocena kot zlato in srebro tega sveta. In Bog nas je odkupil s to krvjo in nas je zapečatil. In ta kri pričuje na nebeškem oltarju, v nebeškem svetišču za nas. Zato pogumno vstopamo kot njegovi duhovniki pred prestol milosti. Ti imaš direkten dostop do prestola milosti in to je ful privilegij. To, kar je v stari zavezi veliki duhovnik enkrat na let šel v najsvetejše, ker je bila skrinja zaveze, ki je bila narejena po podobi tega, kar je Mojzes videl v nebesih. Bog mu je rekel, tako naredi vse. Zato so bile točno določene mere, sestavine, akacija, vse mu je rekel naredi po podobi, kot je v nebesih. Ampak to je bila samo prispodoba tega, kar je v nebesih. In v tem najsvetejšem, bili so 3 prostori, zunanji dvor, notranji dvor in najsvetejše, je bila skrinja zaveze in tam je Bog prebival. In v ta prostor je lahko vstopil veliki duhovnik v stari zavezi samo enkrat na leto. In mogel je ful paziti in se očiščevati. In še pol je bil privezan špago, če slučajno ni bil čist, je padel mrtev, da so ga oni lahko ven dobili. Ampak mi imamo ta privilegij, da neprestano 24/7 vstopamo v nebeško svetišče, kjer je tudi skrinja zaveze, piše v Razodetju, kjer sam Bog po krvi jagnjeta prehajamo noter. In Sveto pismo pravi, ne se bati, vstopimo pogumno pred prestol milosti, kjer bomo dosegali pravočasno pomoč. Če rabiš pomoč, Bog nikoli ne zamuja, pač pred njegovim prestolom imaš pravočasno pomoč, ampak moš pogumno prijeti noter. Tako da kri Jezusa me je očistila in tudi če Bog noče, da nas naša vest obsoja in da nas drži ven od njegove prisotnosti. Mi moramo prihajati k njemu in moramo se rešiti tega Adamovega refleksa, ki se je začel skrivati, ki je grešil. In Bog mu je rekel, kje si, Adam? In je rekel, pač zbal sem se, začel skrivati, začel se je oblačati za zemeljskimi stvarmi. Zgubil je Božjo slavo, videla sta, da sta naga in sta začela skrivati. In se je pač
začel pokrivati zemeljskimi stvarmi, ampak Bog noče, da se pokrivamo z zemeljskimi stvarmi, ampak da pridemo nazaj v njegovo slavo in to slavo, ki je Adam izgubil, nas hoče Bog spet obleči in da hodimo v njegovi slavi, ki piše, da nam je Jezus vrnil njegovo slavo. Haleluja. Tako da pol naprej piše, sedel je in učil množico iz čolna. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu, odrini na globoko in vrzite mreže za lov. Tako da, zdaj imamo tukaj dva nivoja pač podajanja Božje besede. Eno je to splošno učenje, piše, da Jezus je učil množico iz čolna. In to so učenja Boga, učenja Božje besede. In to je prva stvar, prvi temelj, ki ga rabiš v življenju, da si izpostavljen Božji besedi, da imaš to splošno učenje Božje besede, da si utrjen v Božjem nauku. Tako da za prvo cerkev piše, da so bili stanovitni v nauku apostolov. Bili so stanovitni v občestvu, v molitvah, v lomljenju kruha. Tako da moramo biti utrjeni v teh osnovnem nauku. In množica je poslušala Božjo besedo od Jezusa. In druga stvar je pa, drugi nivo je pa pol, ki piše, da je rekel Simonu, odrini na globoko in vrzite mreže za lov. Tako da, če hočeš specifično slišati Božji glas, moraš biti najprej utrjen v Božji besedi. Če hočeš slišati besedo za svojo situacijo, za svoje življenje, moraš biti utrjen v Božji besedi in moraš biti vzpostavljen temu učenju Božje besede. Tako da recimo, če rabaš ozdravljenje v telesu, moraš biti v Božji besedi, ki je logos, kar se tiče ozdravljenja. Tako da Sveto pismo je polno odlomkov ozdravljenja in tudi piše v pregovorih 4, da Božja beseda je zdravilo za tvoje telo. Dobesedno piše zdravilo. Piše, moj sin, nagni uho k mojim izrekom, naj ti ne izginejo izpred oči, ker moja beseda je življenje tem, ki jo najde, in zdravje vsemu telesu. In ta beseda zdravje pomeni zdravilo. Tako da, če daš Božjo besedo pred oči in pred ušesa, bo ta beseda začela proizvajati zdravljenje v tvojem telesu. In moraš se vršiti to besedo, ki je logos, dokler ne slišiš to besedo, ki je rema. Recimo, Bog ti poreče, vstani hod, ali pa stegni roko, ali pa naredi to in se zdravljenje zgodi. Ampak najprej moraš biti v tej pisani Božji besedi, da lahko slišiš pol, da ti Jezus reče, pejt, odrini na globoko. Tako da Jezus mu je rekel, odrini na globoko. Verjamem, da Bog hoče, da gremo globje v odnosu z njim. In noče, da imamo plitek odnos z Bogom. Tako da mi sami odločamo, koliko daleč bomo šli z Bogom in koliko Boga bomo okušali. In veliko ljudi se zadovolji z eno plitvino odnosa z Bogom, ampak Bog nas kliče globje, da gremo na globoko. In v psalmu Psalm 42:8 piše, se lahko odpremo, brezno kliče breznu glasu tvojih slapov, vsa tvoja butanja in tvoji valovi so šli čez mene. Tukaj prevod je malo tako, ni čist točen, original je, da globoko kliče po globokem. Tako da so globine v Bogu, ker nas Bog kliče, da pridemo globje v odnos z njim. In te globine pač so neizsledljive, v bistvu nikoli ne moreš priti do konca Bogu. Naš Bog je bogat Bog in je neskončen, so neskončne globine v Bogu. Tako da Bog noče, da se zaustavljamo. Hoče, da gremo naprej iz te plitke vode, iz plitkega odnosa. In ne smemo biti zadovoljni z enim površinskim življenjem, z eno svojo religijo. Mi dostkrat
si ustvarimo eno pač svojo religijo, tako da nekako preživimo svoje življenje z dneva v dan in da bomo pol na koncu prišli v nebesa. Ampak Bog nas je več od tega. Ampak če hočemo vstopiti v te več, moram najprej si želeti. Blagor lačnim, moram imeti lakoto po Bogu. Tako da če nimam lakote, moram prositi Boga, da me naredi lačnega. Enkrat je Smith Wigglesworth rekel, jaz imam raj človeka zraven sebe, ki ni krščen v Svetem duhu, pa je lačen Boga, ki pa enega, ki je krščen v Svetem duhu, pa je moj vsejen, pa je mlačen. Tako da moramo biti lačni Boga. Moramo se stegovati po Bogu. Jezus je rekel, bod mrzel ali vroč, sam ne biti mlačen, ne biti nekaj na pol. Tako da Bog nas hoče rešiti te šelovne, te plitvine, te mlačnosti in moramo se dati na ogenj njemu. In Bog nas hoče peljati na globoko. Tako da v 1. Korinčanom 2, 9 piše, kakor je pisano, česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. To nam je Bog razodel po duhu. Duh namreč preiskuje vse, celo Božje globine. Tako da so globine, ki so v Bogu, ki jih Sveti Duh preiskuje in jih prenaša v naša življenja. In to je osupljivo. Piše, da česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, je Bog pripravil tem, ki ga ljubijo. Se pravi, prva stvar je, da ljubim Boga in Bog mi je pripravil stvari, ki presegajo moje naravno dojemanje, ki sploh presegajo ta svet. In Bog mi hoče razodeti po duhu. Tako da, če hočemo to spoznati, moramo iskati Boga. Moramo prositi Boga, da nam razodane stvari. In Pavel v Efežanih 3 piše, Kamol 3:17, ne, Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako ukorenjeni in utemeljeni v ljubezni mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost, dolgost, visočina in globočina, ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje. Tako da so stvari, ki presegajo spoznanje, ki presegajo naš je mir, ki presega naš piše v Filipljanih, mir, ki presega tvoj razum, bo varoval tvoje srce, tvoje misli, če boš ti prosil, če boš predajal skrbi Bogu in se mu zahvaljeval v molitvah in prošnjah, bo Božji mir, ki presega tvoj razum, varoval tvoje srce in tvoje misli v Jezusu Kristusu. In je tudi Božja ljubezen, ki presega naš razum. Te pač ljubezni, ki ima Bog do nas, mi ne moramo doumeti svojim umom. Lahko samo sprejmemo in prosimo Boga, da spoznamo to Kristusovo ljubezen, da je Bog iz nebes prišel in umrl najstrašnejše mogoče smrti za nas in bil obojen za to, da bi nas odrešil in posinoval v svojo družino. Tako da so stvari, v katere nas Bog hoče upeljati, ki so nad vidnim v naravnem, nad našim, kar mi slišimo. In piše, da so te stvari pripravljene za te, ki ga ljubijo, da vstopijo v njih. Tako da moramo ceniti in iskati te stvari, Božje globine, Božje zaklade in Bog nam jih bo razodel. Tako da Bog ni zaklenil stvari za nas in nas drži stran kot ene sirote. Ampak prilike so bile dane za te, ki so odzuni, da ne morejo pač dojeti moči Božje besede, ampak človek ima ponižno srce, ki prihaja k Bogu, ki naredi Jezusa za Gospoda, mu bo Bog začel odpirati stvari, mu bo začel odpirati pisma, prilike in skrivnosti kraljestva. Zato so določeni pogoji, ki jih moraš izpolniti, če hočeš, da ti Bog začne razodevati stvari Božjega kraljestva, svoje besede, svoje prisotnosti, svoje slave.
In prva stvar je, da imaš ponižno srce, pač Bog se ponižnim razodeva, odteguje se tem, da so ponosni. In druga stvar je, da si lačen njega, njegove prisotnosti. Tako da druga stvar, ki je pomembna, je, da hodimo v ponižnosti, da tudi, če vidimo močno delovanje Boga, če dobivamo zaklade od Boga, da se ne prevzamemo. Zato, ker Lucifer se je prevzel, ne, zaradi spoznanja in tega, kar je imel, kar je postal, kar je bil, in je pač zaradi obilne trgovine in ponosa se je najdla krivičnost v njem in je padel. Tako da moramo se paziti ponosa, zato je molitev Oče naš, najprej kličemo nebesa dol, kličemo kraljestvo dol, to so moči nebes, moči prihodnjih svetov, moči kraljestva, ampak konča se s tem, da rečemo tvoje kraljestvo, tvoja slava, tvoja moč, tvoja oblast, vse dajmo nazaj Bogu. To ni naše, to nam je Bog dal. In tudi na koncu vse te krone, ki jih bomo dobili, če bomo živeli vredno in te drage kamne, bomo na koncu vrgli pred Jezusa. Tako da vse pripada njemu, vse je od njega in vse je za njega. Tako da rekel je, odrinite na globoko in vrzite mreže za lov. Simon pa mu je odgovoril, učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže. Tako da Bog hoče priti na ta mesta naše noči prazne tega matranja, tega, da mi se matramo cele noč, cele dneve in ni nobenih sadov, ni ulova. Samo moramo biti najprej zvesti v tem, kar nam je Bog zaupal. Kakle predtem piše, ko je prišel do učencev, ribiči so izpirali mreže, se pravi, oni niso kar pustili mrež pa tam, da ležijo, ampak so delali s tem, kar jim je Bog dal, kar so imeli v naravnem, pač so jih čistili, tudi če niso nič ujeli, oni so imeli te mreže pripravljene, izprane. In Bog hoče vstopati na ta mesta nerodovitnosti v naših življenjih, v ta mesta matranja in vstopati čez besedo, kar nam jo govori. Tako da, kad ti Bog reče besedo, ali kad jo ti najdeš, reč, ja Bog, naj se mi zgodi po tvoji besedi. Verjamem, sprejemam tvojo besedo, sprejemam tvojo voljo, pridi v moj čovan, pridi v to mesto mojega matranja. In pol se stvar obrne v enem trenutku. Una žena je 12 let krvavela, porabila je za zdravnike vse, kar je imela, ampak ni dobila ozdravljenja. Pa je Jezus prišel in sam en dotik. In to ni bilo, da je on prišel do nje, tako kar do unga, tam v unih toplicah, ki je bilo Becejda, ki je bil 38 let bolan, ampak do unga je Jezus prišel. Klej pa ona sama prišla in se dotaknila roba njegove obleke. In čutila je moč, Jezus je čutil, da je moč šla ven iz njega, ona je pa čutila, da je ozdravljena. Tako da je en dotik Boga, ena beseda je dost, da spremeni to tvojo, našo nerodovitnost, to, kar se ful matramo in ne ulovimo. In kaj? Bomo. Se bomo še, evo. Tako da učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli. Bog hoče, da imamo velik ulov. In ko so to, tukaj je spet to presegali njihov razum. Vse smo mi profesionalci, hodil sem v šolo ribištva in pomorstva, jaz znam loviti, ampak on je lovil celo noč, niso nič ujeli. Ampak ena beseda je prišla in ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati. Evo, imeli so trgatev, tudi oni, vse se začeli trgati. In to Bog hoče. Če hočemo loviti žetev, kaj je pred nami, polja so zrela za žetev, moramo iti na globe z Bogom. In pa bomo imeli kapaciteto, da povlečemo te ribe noter. 7. vrstica. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo pomagati. Prišli so in napolnili oba čolna tako, da sta se začela potapljati. Tako da
Klej ulov in blagoslov je bil toliko velik, in to se dostikrat zgodi tudi v naših življenjih, Bog ti da toliko velik blagoslov, toliko veliko žetev, ampak če boš to sam za sebe držal, se boš začel potapljati. To je treba začeti deliti. In to je Božja volja. Tako da verjamem, da nas čaka velika žetev, velik ulov, ampak lahko, da ga bomo mogli deliti z drugimi, tudi ne samo med sabo, ampak z drugimi skupnostmi, z drugimi cerkvami. In to je bila tudi vizija, ki je sestra dobila za Slovenijo, da bo veliko majhnih mrež, majhnih cerkva in da bo ulov toliko velik, da bojo mogli pač ljudje začeti sodelovati med sabo. In to verjamemo. 8. vrstica. Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel: pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek. Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili z njim, prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova družabnika. Se pravi, vsi so bili osupani. Družabnika pomeni, da sta bila delničarja v njegovi firmi. Vsi so rekli, wow, ker je prišel tak ulov. In ko vidimo te nadnaravno delovanje Boga, to žetev, ulov, blagoslove, vidimo svojo nemoč, svojo grešnost, svojo človeškost. Klej Peter je videl, to je bil zanj dokaz, da Jezus je Mesija, Jezus je Bog in je padel pred njega. Tedaj je Jezus rekel Simonu: ne boj se, odslej boš lovil ljudi. Tako da ne glede na to, kakšno delovanje Boga bomo izkušali, verjamem, da Bog nas kliče v velike stvari, v vedno večje globine njegove prisotnosti, njegove slave, čudež, znamen, žetve. Bog noče, da se bojimo. Tako da v Bibliji mislim, da 365 piše: ne boj se. Bog noče, da se bojimo, niti Božja volja je, da hodimo v Božjem strahu in v spoštovanju do njega. Ampak noče, da hodimo v človeškem strahu in da se odmikamo. To, kar Adam, zbal sem se, kar sem videl in pole bežal. Niti nočemo, sploh pa noče, da smo zvezani z demonskimi strahovi, depresijami, anxiety. Bog te hoče osvoboditi, nas hoče svobodne, hoče imeti svobodno ljudstvo, da mu svobodno služimo. In Pavel piše Timoteju: Bog nam ni dal duha strahu, ampak duha ljubezni, duha moči in duha zdravega razuma. Tako da Bog ti je dal zdrav razum. Ne, da se bojiš sence, listja, ki pada, vsake stvari. Bog te hoče osvoboditi tega. In je sužnost, ki te vodi v strah. Ampak Pavel pravi, da nismo sprejeli duha strahu, da bi zapadali v sužnost. Ampak smo sprejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo Aba, Oče. In Bog nas kliče v to sinovstvo in nas hoče popolnoma rešiti vsakega strahu. Tako da moramo predati svoje strahove, svoje pomisleke, svojo nevero, dvome. In Bog nas bo rešil. Bog je iz Petra je v apostolskih delih, ki je predtem zatajil Jezusa zaradi ene dekle, ki je bil izpolnjen svetim duhom, je šel in govoril in se jih 3000 spreobrnil. Človek, ki je par tednov prej zatajil Jezusa, zato ker je ena dekla rekla, pač, a si ti njegov učenec. Tako da Bog nas hoče osvoboditi naših strahov. In vsak človek ima strahove, vsak človek se sreča z strahom, ker strah je duh. Ampak prav, Bog nam ni dal duha strahu, tako da je duh strahu, ki ga moraš držati stran. In še lepo lahko hodiš v svobodi. Tako da Janez apostol pravi, popolna ljubezen izžene vsak strah. In Bog je ljubezen. In Bog, ki si poln njegove ljubezni, njegove prisotnosti, ne bo več strahu. In dostikrat nas strah drži v tem, da ne hodimo v tem, kar nam je Bog dal. Evo, in se zadnja vrstica. In ko so potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim. Tako da to moramo mi narediti. Pustimo vse in gremo za Jezusom. To je, ker dostikrat tle so imeli največji ulov svojih življenj. To je pač, zadeli so na loteriji, ne vem, pač največji ulov, čolni so se potapljali, cela gora rib, ne vem, lahko bi živeli 5 mesecev od tega zaslužka, ampak oni so pustili vse to
in čovne in ribe in šli za Jezusom. Tako da nauk zgodbe je, da ne smemo pustiti, da nas blagoslovi ustavijo v hoji z Bogom. Kad doskrat se ljudje ful matrajo pač v kakšnih stvareh in pol dobijo od Boga to, kar Bog pride in jim da, ne vem, ozdravljenje, prosperiteto, družino, otroke in pol jim da blagoslov in oni se ustavijo pri tem blagoslovu, Jezus gre in oni več ne hodijo z njim. Tako da moramo se naučiti, da nas blagoslovi ne zaustavijo, ampak da tudi, če smo ful blagoslovljeni, še vedno iščemo Boga in se premikamo skupaj z njim. Tako, kot so v stari zavezi, ko se je steber premaknil po noč, so šli oni naprej, ko je oblak šel, so šli oni naprej z njim. Tako da moramo se premikati z Bogom, iti za njim do končne destinacije, do obljubljene dežele, ki nas čaka. Haleluja. Amen. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče, za ta dan, Oče, dajemo ti slavo in čast, Oče. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče, da nas ti kličeš, Oče, na globoko, Oče, v imenu Jezusa, Oče. Mi se ti predajamo, Oče, in molim, Oče, da nas narediš lačne, Oče, tebe, Oče, tvoje prisotnosti, tvoje besede, Oče. Ne bomo lačni, Oče, v imenu Jezusa. Molim, da od nas odpade vsaka mlačnost, vsaka letargija, Oče. Ne iščemo, Oče, samo tvojih rok in tvojih blagoslovov, Oče. Ne iščemo tvoje obličje, ne iščemo tebe, Jezus. Ne se premikamo s tabo, Oče. Molim, da nam govoriš, Oče, v naša srca, Oče, v imenu Jezusa, Oče. Mi sprejemamo tvojo besedo, sprejemamo tvojo voljo. Ne se nam zgodi po tvoji besedi, ne se nam zgodi po tvoji volji, Oče. Vse, kar si zapisal za nas, Oče. V imenu Jezusa, Oče. Haleluja, Oče. Mi te vabimo, Jezus, da prideš, Oče, v naše čovne, v naša življenja, v naše področja našega življenja, v naše posle, šole, podjetja, biznise, v naše družine. Pridi, Jezus, haleluja. In nas potisni na globje. Haleluja, Oče. Ne slišimo tvoj glas, Oče. Obreži naša srca, da bomo slišali tvoj glas, Oče. Da imamo mehka in porožna srca, Oče, in se odzivamo na te. Ne ti bomo poslušni, Oče. Haleluja. Molim, da se srečamo s tabo, Oče. Použi nas, Oče. Užgi, Oče, ta ogenj, ki je v nas. Razplamti ogenj, Oče. Ne bo nobene mlačnosti, Oče, v nas. Ne bomo zadovoljni, Oče, z drobtincami, Oče, kar nam jih ta svet ponuja, Oče, in faraon, Oče. Ne se stegnemo, Oče, po resničnem kruhu iz nebes, Oče. Po nebeškem kruhu, Oče. Daj nam vsakdanji kruh, daj nam tvoj kruh. Daj nam meso močnih, daj nam hrano močnih, Oče. Použi nas, Oče. Haleluja. Dajemo ti slavo in čast, Oče. Molim, da nas ti rešeš, Oče, vsakih bremen, Oče. Molim, da bo vsaka rešen strahu, Oče, v imenu Jezusa, Oče. Ne hodimo samo v Božjem strahu, Oče. Ne hodimo s tabo, Oče, se klanjamo samo tebi, Oče. Molim, da nimamo, Oče, teh zemeljskih strahov, Oče, v imenu Jezusa. Nobenih skrbi, Oče, mi ti vse predajamo, Jezus. Haleluja, Oče, ne hodimo, Oče, v tvoji svobodi, Oče. Ne bo tvoje ljudstvo svobodno, Oče, zdravo, Oče, močno, Oče. Haleluja. Ne se nam zgodi, Oče, po tvoji besedi, Oče. V imenu Jezusa, Oče. Ne vse, kar delamo, Oče, delamo na tvojo slavo in čast, Oče. Haleluja. Amen. Hvala ti, Jezus. Haleluja. Danes ga malo preganjam, zato ker moramo prej ven. Za voljo besede preganjam. Kdo je že tisti fant, ki je padel z okna, ki je Pavel toliko časa govoril? Pač merilo naše besede ni merilo sveta. Ne? Včasih se zataknemo v to, kar pravi, da je svet dober. Haleluja. Oče, mi ti dajemo slavo. Jaz verjamem, da ena stvar, ki je danes Gospod pokazal, je to, da molimo za ozdravljenje, da vzememo Gospodovo večerjo, zato ker telo prepozna telo, ne, ni nobene avtoimune bolezni več. In verjamem, da eno izmed sporočil, ki nam jih je dal v zadnjih 2 tednih, še posebno zdaj, ko smo se srečali z eno veliko skupino kristjanov, s katero se sploh ne bi srečali, ker niso bili v našem informacijskem mehurčku, da sploh obstajajo. Smo mogli gledati RTV oddajo za to.
In mi je Bog spet potrdil to, da ko telo prepoznava telo, ne, ko telo ne prepoznava telesa, jih je bolanih, jih mnogo spi. Ampak ko telo začne prepoznavati različne milosti, se bližamo tudi temu, da imamo to čredno imunost. In verjamem, da so v temu in bolezni premagane in razne zvezanosti osvobojene samo iz tega, kako pristopamo k Jezusovem telesu. In sem mislila v luči tega, da vzamemo Gospodovo večerjo danes, da se zavedamo, da smo njegovo duhovništvo, ki ima pravico jemati od njegove duhovniške daritve. Jezus je z eno samo daritvijo naredil nas popolne. In ko jemljemo njegov kruh in pijemo njegovo vino, njegov kri in njegov telo, se spominjamo tega, kar je on naredil. In to je ta spomin, o katerem je prej Nenad govoril, prihajal spomin pred Bogom in verjamem, da se bo veliko spontanih čudežev začelo dogajati, ko bomo začeli razumevati telo Kristusa. Zato, ker dostikrat se ta odlomek interpretira, da ljudje ne znajo pravilno pristopiti k tem elementom, s katerimi obhajamo spomin na to, kar je Jezus naredil na križu, ampak gre za to, kako pristopamo en k drugemu. Zato, ker v istem odlomku pravi, eni se opijanjajte, medtem ko drugi nimajo nič. In je prav, da so med vami razdori, zato ker tako se vidi, kdo je v veri preizkušen in kdo ne. Mi se zelo bojimo razdorov, ne? Ampak tle pa piše, da je prav, da so. In verjamem, da prehajamo v vedno globje spoznanje, kdo smo v Kristusu in v to, da prepoznavamo vsak ud telesa in verjamem, da se bo iz tega ven zgodilo dosti spontanih ozdravljenj, ker dosti cerkva je zelo bolnih, zato ker ne prepoznava drugih cerkva, dobesedno. Dostikrat sem videla, da so cerkve, v katerih se govori sicer o ozdravljenju, zelo bolane. In sem vprašala Gospoda, zakaj? Zato, ker meni Božja beseda pravi, da v Kristusu Jezusu nam je odpuščeno in smo bili ozdravljeni v enem samem verzu in med odpuščanjem grehom in ozdravljenjem ne vidim nobene razlike. In ena izmed stvari, ki mi jih je Bog pokazal, je neprepoznavanje telesa. Neprepoznavanje tega, kar Bog dela. In če jaz recimo prepoznavam en določen del telesa in ne prepoznavam pa delovanja Boga v nekomu drugemu, pomeni, da sem avtoimunsko ogrožen. Ne? In da se borim zoper sebe. Če nekdo reče, mi vas ne prepoznavamo, v bistvu se sam sebe ogrozil. Vemo, kako se avtoimunske bolezni sprožijo, telo ne prepoznava telesa in začne napadati lastno telo. In zato je rekel Jezus, tožnik bratov je bil vržen dol. In tožnik bratov pomeni, da deluje tudi skozi brate. Tožnik bratov ni sam neki odzvnik, ampak pomeni, da deluje na način, kot avtoimuna bolezen deluje v telesu. Ampak je Jezus umrl na križu, je umrl za svoje razdeljeno telo. Njegovo telo ni razdeljeno, kako vem, ker je molil, oče, naj bodo vsi eno, kakor smo mi dva ena, da vidijo tvojo slavo. A smo se enkrat že pogovarjali, a je Bog Jezusa uslišal? Je, pomeni, da je ta molitev uslišana. Torej, ne bomo gledali razdeljenosti tam, ker je ni. Pomeni, da ko pristopamo v Gospodovem telesu in ko pristopamo k njegovi daritvi kot duhovništvo, bomo imeli malo drugačno perspektivo. In verjamem tudi to danes, da nismo brez veze govorili, da te Bog lahko uzdravi nadaljavo, zato ker bo Bog po besedi, ki se jo govori, mogoče nas je tle ene par, ampak beseda gre ven, da bodo ljudje ozdravljeni. Ne verjamemo samo za nas, verjamemo za vsakega, ki veruje po besedi, ki jo oznanjamo. Zato, ker to je Jezus rekel, ne molim samo za njih, ampak za vsakega, ki bodo slišali te besede, ko se bodo oznanjali. Se pravi, nam Bog daje veliko večjo razsežnost med tem, ko se zbiramo in
Tako kot smo se danes pogovarjali, če je naš Bog velik, je vse en, koliko nas je. Če je naš Bog vsemogočen, je vse en, koliko imamo mi moči. Če je naš Bog vse prisoten, je vse en, kje smo. Zato, ker mi smo posode za Boga. In ko se mi strinjamo, da je naš Bog Bog, se mi ne bomo gledali na zunaj in ne bomo se šli menedžmenta, tako kot imajo inštitucije, ki so v svetu. Zato, ker kar je mogoče modro za svet, je popolna neumnost za Božje kraljestvo. Tako da s tem bi rada, da pristopimo danes k gospodovi večeri.